Lepo pozdravljene in božji mir v vaših domovih, kjer se nahajate. Situacija je drugačna, nagovarjam vas preko zaslona, ampak s pomočjo te tehnologije se počutimo vse malo bolj združeni v tej situaciji, v kateri se nahajamo. In želim, da tudi preko zaslona začutimo vsaj kanček te skupnosti in topline z Božjega doma tu v Nuskovi. Zanima me, ali si se že v teh dneh pital ali pitala, ali pomislil ali pomislila na Jezusov ponovni prihod. To je bilo zdaj mogoče vprašanje iznenada, ampak prepričana sem, da si, ker ga sem tudi. In težave, skozi katere idemo oziroma smo še v njih, so nas pretresle. Čutili smo, da se izpolnjuje Božja beseda. Kakšna je bila tvoja reakcija na to vprašanje, na Jezusov prihod? Ali si pravo, da komaj čakaš na Jezusov prihod? Če nam je Gospod najdražji v našem življenju, potem da nas misel na njegov ponovni prihod navdala z veseljem in z radostjo. Zato iščimo Jezusa in dajmo, da je nam res najdražji v naših življenjih in da je vsak trenutek našega življenja prisoten. Mogoče si ob tej misli začutil zaskrbljenost. Tudi s tem ni nič narobe. Če je veselje, si pripravljene, če je zaskrbljenost, si na dobri poti, da stvari urediš z Jezusom in sebe pripraviš na njegov prihod. Kajti Božja beseda nam pravi v Rimljanom 9:10, kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo in tako smo deležni pravičnosti. Z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Torej, kličimo Gospodovo ime. Zdaj, da tako tudi svojoj deci razlagam, ali se pogovarjamo o Jezusovem ponovnem prihode, se tudi pri njih pojavijo isti pomisleki, kot pri meni, da sem v mladosti o tom razmišljala. Kajte, prvi pomislek je bil, želim si še ustvariti družino, želim še imeti deco. In te zemeljske stvari nas privlačijo, ker imamo nek načrt za svoje življenje, kar je seveda tudi razumljivo. Nikakor pa je najfajn, če nas misel na to obdaja s strahom. Sicer dosti smo zdaj v preteklih dneh gučali o strahe, mogoče strah pred to boleznijo, pred pandemijo, ampak pri Jezusovem prihode nekaj prostora za prestrašenost. Kajti Jezus je s tebov. Jezus je tvoj tolažnik, on je tvoj prijatelj, tvoj odkupitelj, tvoj kralj. In svoje življenje usmeri v Gospoda Jezusa. In on naj postane tvoj najdražji v tvojem življenju. Potem boš tudi lejko tako molil, kot pravi Oče naš molitev, Gospod, pride tvoje kraljestvo. Nič na tom svetu nega primerljivega s tem, kar nas čaka pri njem. In tako blizu, kako se zdaj počutimo mogoče, blizu njegovimi prihodi ponovnimi, smo se prej nikoli ne. In malo več o tom bomo tudi slišali v Božji besede, zato odprimo svoje srca, pustimo, da Sveti Duh deluje skozi pesmi, kar bomo čuli, skozi Božjo besedo. In čeprav si doma, mogoče na sedežni, vstani, zapoj zraven in slavi Jezusa, ker je vreden. Odprej ta sveta Biblija, znam vsem nam žite zmokšati, po njej že na etom svetim, vsak šiplaj želi
piščava i dike gori sanjenja. On greha dug je doj plačo, svim da življenja nam spravo. Gospoda reč, svetlosni ber, presveti naj srci sakša, naj narod ves veliča se i noč na dan obrni se. Ta knjiga dana od Boga je vretina zveličanja, či se približa noč greha, z nje izhaja žitka vretina. Gospod nareč, svetlosni ber, presveti naj srci sakša, naj narod ves veliča se i noč na dan obrni se. Draga cerkev, ponovno ma lepo pozdravljene v imeni Jezuša, našega odrešenika. Žal, tu dnes, če glika je prva nedela, kog cerkev ne bomo mogli imeti spomina na Gospodovo zadnjo večerjo, zavolo toga, ka nam trenutna situacija, zavolo koronavirusa in pa nevarnosti okužbe, toga ešte ne dopušča. Čas hitro mineva, ali že leko vidimo den, domo leko znova na skupnih bogoslužij v našem lepom dome molitve. Seveda, ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, štere nam predpisuje država in pa stroka. Ništer ne bi radi se to odvrgle, ne upoštevali, ale kak sam noj tega Božji služabnik, če mi pa Božja reč prave, ka noj boden pokoren oblasten. Božja beseda je namenjena za vsakoga človeka, vsakome človeke, ka bi se ves narod noj zveličal. To, kak smo čuli tudi v uvodnoj pesme. Dragi moji, mi nucamo modrost od zgoraj, kamo tudi v tom čase pandemije koronavirusa prave Jezušove priče, prave Jezušove svedocke. Biti vzor pomeni biti vzor tudi v dejanjaj. Moje besede, šterega učin, se morajo pokazati v moje dejanjaj. Takšen vzor nam je zapisal tudi Jezus. In ker smo mi njegove, se moramo držati njegovega vzora in tak tudi živeti. Gnes mogoče o srečanje z Jezusom. To je zelo pomembna tema, štera vključuje vzore iz preteklosti, mojo, našo sedanjo, dnešnjo prakso in pa tudi našo večno bodočnost. Za uvod v poglabljanje v Božjo drago sveto reč, preštejmo tekst v apostolske delaj prvi tav od 6. do 11. veršoša. Apostolska dela 1 od 6 do 11. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli, iti v nebo. In pa preštenje ještě v našem prekmurskom jeziku, našo staro prekmursku Biblijo, je to prave. Vkup se spravivši zato, pitali so ga govoreče, Gospodne, je li v etom vremene nazaj gore postaviš kraljestvo izraelsko? Rekao njim je pa, ne je vaše znoti vremena i dneve, šter je oča položil v lastivno oblast, nego vzemete moč pridolčega duha svetoga na vas i budete mi svedocke v Jeruzaleme i v vsoj Judeji i Samariji i notri do slednje zemlji. I eta erkoče, da bi oni na njega gledali, gore je prizdignjene i oblak ga je odevzo da od oči njihove. I da bi oni za njim v nebesa i da očim gledali, ovo dva moža sta pristopila k njim v belom gvonte, šterva sta i erkla, može galilejanske, ko stojite gledaoče v nebesa? Eta Jezus, ki je od vas v nebo vzete, tok bude nazaj pridolče, like ste ga videli v nebo idolčuga. Nebeški oče, hvala ti za tvojo drago sveto reč. Hvala ti, ka imamo to vodilo za naše življenje in hvala ti, ka jo lahko štejemo v svojem jeziku. In pomori me, ka povem toliko je tvoja sveta vola, ka mu razmele, Gospod, dragi, toliko nam ti želiš v tom dnevi povedati in ka mu ti prek toga ohrabrene, blagoslovljene in utrjene v tebe. Daj nam modrosti, ka živimo po tvojo drago sveto reči v vsakom dnevi in vse posede. Amen. Amen. Ništa ne te problem mogoče, ja pa to je tekst za v nebohod. Ja, goči od toga, ale gočimo od srečanja z Jezusom, od toga, ko se je zgodilo tu v tom dogodku. In za nas, kot krščanike, je pomembno celo Jezusovo življenje, celotno Jezusovo življenje, ne samo delo odrešenja. Zavolo toga, ka Jezus nas nagovarja skozi celo njegovo poslanstvo tu na zemlji in to da se ti nadaljevalo v vso večnost. Zato je to važno, da spremljamo se, ko nam je on zapustil tu. In v njegovom življenju so zelo, zelo zanimiva srečanja z ljudmi. To je bilo pravzaprav Jezusovo glavno poslanstvo. Srečati se s človekom. S človekom, šter je odišel kraj od Boga, šter se je dal zapeljati šotane in je na poti v večno pogibljenje. V prejšnji predgaj sem govoril o tom, kako so se z Jezusom srečali pastirge, kako so se z njim srečali modri z vzhoda, to je bilo ob Jezusovom rojstvu. In tu sem od toga govoril, ka Herod je bil blizu Jezusa, najdaleč kraj, vendar ga je ščel uničiti, kaj je videl v njeme konkurenco za svoje vladanje. Različna srečanja in pa različne razplete. Govoril sem o dveh razbojnikih, šterva sta se srečala z Jezusom na križe. Vsi trgi so bili na križe razpeti in tom sta se teva oba razbojnika srečala z Jezusom. Za enoga je to srečanje prineslo to večno olajšanje, za drugoga pa samo podaljšanje njegove kazne v večnost. In tu skozi celo služenje Jezusa ljudem v čase njegovega delovanja in življenja na zemlji vidimo isto. Različna srečanja, različne razplete. To je tu v mojem in pa tvojem življenju. Odvisno je od posameznika, kako se odzove, kakšen je njegov odziv na Jezusovo prisotnost, oziroma kako se odzove na srečanje z
Jezusom. Tej prešteti tekst nas poziva, nas vabe, ka vsako srečanje, vsako priložnost izkoristimo za ponovno srečanje z Jezusom in ka po tom srečanje ostanemo za vso večnost vkupr z njim v nebesaj. V tom preštetom tekste je najprlej povdarjeno slovo. Slovo, štero pa ima eno čudovito obečanje o enom ponovnom snidanje, kamo se znova videli. In dragi moji, tej dogodek ne namenjene samo tiste galilejskim možem, to na Olskoj gore, pač pa je aktualen tudi dnes za mene in pa za tebe. In rad bi, ka razumemo in se zavedamo, ko nam sporoča vsebina toga teksta. Kot prvo, najprej prva stvar v tom tekstu je, ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Ta beseda nam tu jasno sporoča, jasno nam pravi, ka moramo biti vsikdar pripravljeni na Jezušov ponovni prihod, vsikdar biti kredi. Jezus je več prilikaj na to opozoril svoje poslušalce. In to je sporočilo tudi za nas v tom času, da se vremen odvija dosta hitreje, kot pa te v čase apoštolov. Dnes, v modernem času 21. stoletja, imamo vernike dosta več izzivov, kot so jih imeli prvi verniki. Tehnologija ide s takšov naglecov naprej, kaj jih eden navaden človek enostavno ne more slediti, ko se novoga pride vsak dan v. In zadnjo sporočilo, šteroga sem vam poslal od tistega pastorja Faraga, imamo jasno opozorilo, koliko mi v prihodnosti pričakujemo, koliko v bodočnosti čakajo. In mnogi ljudje so prestrašeni, da čujejo za Jezušov ponovni prihod. In tej pastor Farag je tako pravo. Raje bi te prestrašenoga sprovo v nebo, kok da bi te mirnoga poslo v pekel. Dragi moji, to je tej naš največji izziv. Biti pripravljeni na drugi Jezušov prihod. Naslednja stvar v tom tekstu nam sporoča, toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas. To je ta druga stvar, štero nam sporoča tej tekst. Učenci v tistem trenutku so oni ne znali, kaj je to njuvo zadnje srečanje z Jezušom. In z toga vidika lahko razumemo njuvo tisto začetno vprašanje, na štero so pa ne dobili tistega pravega, konkretnega odgovora. Jezus njim je ne odgovoril na tisto, ko so ga oni pitali, če da zdaj on vzpostavil Izraelsko kraljestvo. Pač pa so dobili učenci napotke za eno uspešno krščansko življenje. Moč Svetega Duha. Dragi moji, to je prava skrivnost za eno uspešno življenje, potom, ko pravi Božja draga sveta reč. Nekako je pravo tako. Božja slava ne sije, če so cerkve polne ljudi, ampak če so ljudje polni Boga, če so ljudje polni moči Svetega Duha. To napraviti enega vernika učinkovitega, ko je pa tretja stvar v tom tekstu, šteroga smo prešteli. In boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. V uvode sem že pravil,
To, ko pomeni biti priča, ko pomeni biti svedok, da si uspešna priča, so besede ne zadosta. Si uspešen svedok, so tvoje besede ne zadosta. Besede morajo sikdar biti podkrepljene za dejanje. Glej to, kako je to bilo v Jezušovom življenju. Ljudje so to lahko opazili na vsakom srečanje z njim. Ko je Jezus govoril, to je tu on živo. Njegov vzor sta občudovala tudi tistiva dva potnika v Emaus. Dva Jezušova učenca, to sta bila dva v tistih 70-ih, štere so odili z Jezušom. Teva dva učenca sta to jasno izpričala, jasno svedočila na tom srečanje z Jezušom, gli na toj poti. Na Jezušovo pitanje o temi njunoga razgovora sta pravila tok. Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Luka 24:19 in v prekmurskom ještě prešten tudi 19. veršoš. I erče njima, štera, ona dva sta pa rekla njeme, od Jezuša Nazarenskoga, ki je bil proročki mož, z možem vodili i v reči pred Bogom i vsem ljudstvom. Z možem v reči i v dele, ne samo v besedi, dragi moje, kad se priča, kad se svedok na takšen način, to je nemožno brez toga, ko je Jezus povedal predtem, ko je Jezus šprovo učencom gli predtem. Uspešna priča, uspešen svedok za Jezuša si leko sumo v moči Svetoga Duha. To pa je posledica toga osebnoga srečanja z Jezušom. To, ko smo prešteli v apostolske delaj, so bile Jezušove zadnje besede njegovim učencom. Njegovo zadnje sporočilo, časi zatem se je zgodilo slovo. Časi zatem je Jezus odišel od njih. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Jezus se je poslovil od učencom in te njegove besede imajo sporočilo tudi za nas, za mene in tebe, tudi v dnešnjem času. 3 pomembne odgovornosti imamo potom, da se osebno srečamo z Jezušom. 3 stvari, štere so pomembne za moje in tvoje krščansko življenje. Prvo smo pravili, vedno bodi pripravljen na Jezušov ponovni prihod. Druga stvar, delaj v moči Svetoga Duha, ne v svojoj moči. In treće, boj svedok za Jezuša vse posede. Do skrajnih mej, komakoli ideš, boj svedok za Jezuša. Da živiš takšno življenje, te slovov, ne slovov, pač pa eno veselo pričakovanje ponovnega srečanja. In tom sta tudi 2 angela učencom pravila isto. Tom sta se pojavila, ka bi jih umirila od poleg toga nepričakovanega slovesa. Prišla sta zato, ka bi jim prinesla mir v njova srca. Najprej sta postavila eno pitanje. Kaj stojite in gledate v nebo? Dragi brat, draga sestra, ko stojiš in gledaš v nebo, nika ukrene v svojem življenju, nika včine v svojem življenju.
Dragi poslušalec, nika ukrene v svojem življenju, če želiš doživeti eno ponovno srečanje z Jezusom in biti vkuper z njim vso večnost. Nika ukrene. Jezus da ponovno prišel. To je sigurno. Ale prišel da samo po njegove. Po njegovo cerkev. Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Kako biti pripravljeni na to ponovno srečanje? Kako biti dostojno pripravljeni na to ponovno srečanje z Jezusom? Pred tem ponovnim srečanjem, štero, da te vodilo v večno veselje, se morata zgoditi v življenju človeka dve pomembne stvari. Kot prvo, najprej mora priti do ločitve, mora priti do slovesa. Ločiti se je potrebno od staroga grešnega življenja. Potrebno se je posloviti in napraviti z grešnim življenjem konec. To je delo Svetoga Duha. Zavolo toga, ka on dava moč, ka se to lahko zgodi. Sveti Duh odpira duhovne oči, ka človek lahko vidi, ka lahko spregledne, v kakšnem položaju je in ka nujno nuca odrešenika. In te druga stvar, te je potrebno srečanje, osebno srečanje z gorstonjenim Jezusom in pa začati živeti eno življenje v sklade z dragov Božov svetov rečev. In dragi moje, to te prinaša eno duhovno zmago na največjem svetovnem turnire in to je na turnire življenja. V razodetje, od šteroga smo poslušali razlage na posnetkih brata Ferija Kuzmiča, v zadnjih 2 tednih piše tako. Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. To je razodetje 3:5. In še, kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sedel s svojim očetom na njegov prestol. Razodetje 3:21. In še preštejem to v našoj prekmurskoj Bibliji. Tok pravi razodetje Uznonost 3:5. Tok pravi, ki oblada, te se oblečej v belik vant in ne zbrišem v ime njegovo zžitka knjige in vadljival bom ime njegovo pred očom mojim in pred angeli njegovimi. In še 21. verš v tom 3. tale, ki oblada, dam njeme sedeti z menom na mojom kraljevskom stolce, like sem i jaz obladal in sem sam si z očom mojim na njegov kraljevski stolec sel. Dragi moje, mogoče da vas to presenetilo, komu provozoj, ale to je istina. Jezušova zmaga, njegova zmaga, Jezušova zmaga sama po sebi ne zadosta za moje in tvoje večno življenje. Božja reč je zelo, zelo jasna. V razodetje imamo najmenje 6-krat zapisano, kdor zmaga, potrebno je v svojem življenju zmagati. In zaključim s pozivom vsem nam. Dodaj svoj delež
v duhovnoj borbi in v tej namen izkoristi vso Božjo bojno opremo, štera je opisana v Efezancom 6. tale od 10. pa do 20. veršuša. Na tej način, da ta Jezušova zmaga doprinesla k tvojoj zmagi in boš pripravljene za eno ponovno srečanje z Jezušom, da je prišel po svojo cerkev. Gospodov mir, naj izpuni vaša življenja, naj vas vodže in vas vode na vseh vaših poteh. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tej čas. Hvala je tebi, kad ti ljubiš svoj narod, ljubiš svojo cerkev in hvala je tebi, kad nam pomagaš tu v tom čase, da ne moramo biti v Küper, kot tvoja cerkev, da ne moramo biti na enom mjestu, Gospod dragi, ali itak smo v Küper povezane za volo toga, kad tvoja ljubezen nas Küper veže. Gospod dragi, ga ste prosim, kad blagosloviš vsakoga mojega brata, vsako mojo sestro, vsako dejte, kad blagosloviš vsaki dom, blagosloviš vsakoga, kjekoli se nahaja, če je na delovnom mjestu ali kjekoli, naj tvoj blagoslov, tvoja močna roka, naj bo obre vsakoga življenja. Gospod dragi, ga ste hvalen i dičen, kad se ti to dozdaj včino in hvalen te i dičen, kamo lahko znova prišli v Küper, kamo v Küper tako povezane slavili tebe, tvoje sveto, večno, drago ime. Zato, kad edino ti, Gospod sveti, naš Bog, naš odrešitelj Jezus Kristus, Duh sveti, naš vodnik, si vreden vse slave, hvale in časti in spremljajo iz src tvojega naroda. Amen. Amen. Naše poti so usmerjene gor. Gor v nebo. Od toga guči tudi naša zaključna pesem in zato se je vredno boriti, ka pridemo ta gor v nebo. V nebo gor idemo. Zato se borite vredno. Pravo poldenok stopí, salno meliti cíl v srdci. V nebo gor idemo, za to boriti se vredno. V nebo gor idemo, za to boriti se vredno. Dosta je trpljenja i borbe, pridejo dosta krat zadeve. Ne boj se, s tebou je Jezus tvoj, on je tvoj, boj samo
Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen, sem vam prej pravila. In zdaj smo v Božji besedi čuli, ne samo rešen, ampak z njim smo zmagovalci in postavljeni bomo z njim na njegov prestol. Zato se trudimo in bodimo pripravljeni, da bomo resno v skupini zmagovalcev. Nemamo garancije, da imamo jutro čas k tome, ali naslednji teden, ali da je konec te pandemije. Zdaj, gnes, bodi pripravljen za Jezusov prihod. Božja beseda nas poziva k tome, biti pripravljeni, naj bodemo budni, ne prenehoma molite, kajti ne vemo ne ure, ne dneva. Pavel v Filipljanom 3, 13-14 pravi, ne mislim, bratje, da sem to dosegel, eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Pavel pravi, da se izteguje, torej si želi biti zmagovalec in želi dobiti nagrado, za katero se mora potruditi. In tudi tako mi se moramo potruditi in predati se Bogu, da bomo zmagovalci z njim in da bomo dobili nagrado, venec zmage. Amen. Na koncu imam še eno veselo vabilo. In sicer, kako ste že čuli, ukrepi se začajo sproščati in tako bomo tudi počasi začeli prihajati nazaj v Božji dom. In v sredo se bomo prvič v tej karanteni dobili na molitvah v Božjem domu tu v Nuskovem. Vabim vas, da pridete, da se zahvalimo Gospode za vse, pri čem nam je pomagal, da nas je občuval v tej hudi situaciji in prepričana sem, da imate še za mnogo kaj se zahvalite. Ob kateri veri in kako se bomo dobivali, ker so predpisi, kako se lahko dobivamo, vse te dodatne informacije in navodila te dobili od pastorja v naslednjih dneh, zato spremljajte sporočila preko e-pošte in ali kakorkoli drugače vas obvešča pastor in se trudimo ostati povezani v Božji besedi in v Božji ljubezni. Želim vam lepo nedeljo in blagoslovljeni teden še naprej. Amen.